Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Golobja vlada Roberta Goloba je vsak dan manjša, kot je tudi manj svobode, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Takih sprevrženih igric se ne bi sramoval niti Stalin. Poslanka Gibanja Svoboda in donedavno članica istoimenske stranke, dokler je niso iz nje zabrisali, Mojca Pašek Šetinc je premierja Goloba primerjala s Stalinom, kot bi rekel Tone Partljič. Kar nam seveda pove dvoje. Prvič, da je v diktaturi svobode poudarek na diktaturi in ne na svobodi. In drugič, da megalomanstvo v Golobji jati nikakor ni rezervirano zgolj za Goloba, ampak se prosto širi naokoli. Tavbi je namreč toliko Stalin, kot je Marjan Šarec Luka Dončić. Kaj ne? Sedaj pa se lotimo 34. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: Izrael zbombardiral Ukrajino. Zakaj je vojna v Izraelu zasenčila vojno v Ukrajini? Več kot leto in pol je bila vojna v Ukrajini prva novica. Zdaj jo je zamenjala vojna v Izraelu. Zakaj, nam bo povedal naš stalni komentator, zunanje politični analitik in poznavalec tako Ukrajine kot Bližnjega vzhoda, magister Bernard Brščič. Bernard, toplo pozdravljen v Faktorju. Dober večer. Naj povem, da bi se nama danes v oddaji moral pridružiti tudi dr. Boštjan Marko Turk, ampak se žal ni uspel pravočasno vrniti iz tujine. Bernard, navajeni smo bili, da ko rečeš vojna, da najprej pomislimo na Ukrajino, ampak zdaj že nekaj tednov to ni več res, saj tako se zdi. Če pogledamo novice v slovenskih medijih, novice v svetovnih medijih, je vojna v Izraelu praktično izrinila vojno v Ukrajini iz naslovnic. Si ti pričakoval tak razvoj dogodkov? Gotovo, če upoštevaš, kakšen pomen Združene države pripisujejo Izraelu, da vodijo tako demokratske kot republikanske administracije politiko Israel first, se pravi najprej Izrael, je jasno, da je Ukrajina zlasti upoštevajoč spodletelo poletno ofenzivo, o kateri je predsednik Zelenski govoril, da bodo tako rekoč osvobodili Krim do jeseni. Razumljivo, da se je Ukrajina umaknila z prvih strani, tudi zaradi tega, ker je potencial te vojne v Izraelu verjetno še hujši kot pa ukrajinsko-ruske vojne. Dejansko lahko vrže ta vojna praktično celotni Bližnji vzhod iz tira in s tem pravzaprav zelo hitro zaneti tretjo svetovno vojno, celo hitreje kot pa ta proxy vojna med ZDA in Rusijo, ki jo bojujejo v Ukrajini. Zdaj, Bernard, če probava malo pogledati, kaj so specifike ali pa mogoče podobnosti obeh vojn oziroma konfliktov. Zdaj vemo, vojna v Ukrajini se ni začela čez noč, se je kar nekaj časa se je napovedovala, tudi to kopičenje ruskih sil na mejah Ukrajine in tako naprej, pa vendar smo bili, se mi zdi, kar presenečeni, saj večina nas, ko se je dejansko začela. Medtem ko ta vojna v Izraelu se je praktično začela čez noč, nihče je ni napovedoval, nihče je ni pričakoval, zdaj pa se je tudi zelo razplamtela. Kje ti vidiš podobnosti in kje razlike med obema konfliktoma? Ja, razlika je v tem, da Izrael praktično živi v zadnjih 75 let v konstantnem vojnem stanju. V zadnjih 15-20 letih so se Izraelci nekoliko uspavali, zlasti po tem, ko so se leta 2005 umaknili iz Gaze, namestili ta odlični protiraketni sistem jeklena kupola in nekako je prevladalo mnenje v Izraelu, da je možno ta problem islamskega terorizma, Hamasa pa palestinske osvobodilne organizacije in njenega krila Fatah
zamejiti s tehničnimi sredstvi. Zgradili so visok zid, vendar se je pokazalo, da so te upi zaman, da te tako imenovani Palestinci praktično ne bodo nehali, dokler, kot pojejo v svoji znameniti pesmi, ne bo Palestina svobodna od reke do morja. Skratka, gre za pravzaprav končni cilj uničenja izraelske države. Medtem ko je pa v Ukrajini situacija drugačna, ne? Tam gre za proksi vojno med ZDA in Rusijo. Žali bog so Američani oziroma to krilo neokonservativcev prepričalo te koristne idiote vladajočega predsednika Zelenskega, da bodo bojevali to bratomorno vojno z Rusi do zadnje kaplje ukrajinske krvi. In po svoje, jaz mislim, da za ta konflikt med Rusijo in Ukrajino je celo dobro, da se je zgodila vojna v Izraelu, zaradi tega, ker bo po mojem mir napočil prej, kot bi, če bi bil to edini konflikt, kateremu bi se ZDA posvečali. Potrebno je vedeti, da je trenutno absolutna prioriteta zunanje politike ZDA Izrael. To se vidi tudi v proračunskih dokumentih kongresa, ko sta tako rekoč obe stranki izglasovali kongresni predlog republikancev o 14-milijardni pomoči Izraelu, medtem ko sam močno dvomim, da bo paket, ki je povezoval ukrajinsko pomoč z izraelsko, da ne bo izglasovan, ker gre za 120 milijard in republikanci vztrajajo pri tem, da se pomoč Ukrajini in Izraelu loči. In mislim, da bo vsled te vojne pravzaprav nenameravana postranska žrtev režim predsednika Zelenskega. Da ga bodo Američani primorali v začetek pogovorov o zamrznitvi konflikta z Rusijo. Ja, razumem, Bernard. Zdaj, nekako smo bili navajeni, ne, da pač vojne tu, recimo od Vietnama naprej trajajo 18 mesecev. Zdaj, ta vojna v Ukrajini se bo že presegla, pa je že presegla ta rok, oziroma se približuje temu, da bi trajala že 2 leti. Imamo pa nek paradoks, ne, v tej vojni v Ukrajini. Namreč po eni strani najnovejši tipi orožij, na nek način se spreminja tudi način bojevanja in tako naprej s temi brezpilotnimi letalniki itd. Po drugi strani pa imamo vsaj zdaj v zadnjem času, nek klasično vojno izčrpavanja, ne, kot v prvi svetovni vojni, zelo majhni premiki frontne črte, bojevanje v jarkih in tako naprej. Kako ti to komentiraš? Ja, dejansko so te analogije s prvo svetovno vojno zelo utemeljena. Gre praktično za prvi takšen resen klasični vojaški konflikt po drugi svetovni vojni, verjetnih razsežnosti, z relativno majhnim številom civilnih žrtev. Če primerjaš žrtve v izraelsko-palestinskem konfliktu, civilne, in ruske, vidiš, da gre tu res za klasično vojno, pravzaprav podobno prvi svetovni vojni, res da nadgrajeno z celo vrsto najsodobnejših orožij, od dronov, balističnih raket in najnovejše informacijske satelitske tehnologije. Ampak je pa dejstvo, da ta, bom rekel, neprebojnost fronte pravzaprav lahko zelo varljiva. Namreč jaz sem prepričan, da se trenutno ukrajinska vojska nahaja v zelo zagatnem položaju. Namreč ta poletna ofenziva je popoln neuspeh, kar danes priznava celo
njihov načelnik generalštaba Valerij Zalužni. Za te svoje defetistične izjave je naletel na ostro kritiko predsednikovega urada Vladimirja Zelenskega in so ta trenja znotraj vodstva Ukrajine zelo, zelo močna. Tako da je ta status quo na fronti, se pravi dejstvo, da ne v Zaporožju, ne v Hersonski regiji, ne v Donecku praktično ukrajinska vojska ni uspela preboja, pri čemer je pa izgubila ogromno količino tehnike, se pravi teh tako imenovanih game changerjev, od tankov Leopard do manerevnih raket, da je trenutno glavni problem Ukrajine seveda v tem, da jim počasi zmanjkuje vojakov. In če pogledaš ta zemljevid, ki ga kažeš, glavni cilj je bil pravzaprav preboj na črti Tokmak-Melitopol, se pravi, in potem preboj, osvojitev Krima. Seveda tisti, ki so bili realisti, oziroma smo bili realisti, smo vedeli, da so to pravljice za, nebuloze prvega reda. Ukrajinci ne bodo osvobodili oziroma jim preboj na Črno morje ne bo uspel. Praktično so minorni ozemeljske uspehe dosegli v tej poletni ofenzivi. Tako da praktično Rusi držijo 17% ozemlja Ukrajine in so v izjemno dobrem položaju za nadaljevanje vojne. Res je, da niso dosegli vseh strateških ciljev. Jaz mislim, da eden glavnih strateških ciljev je prodor čez Dnepr v Mikolajev in pa zlasti problem Odese. Skratka, vkolikor bi Rusi zasedli tako rekoč celotno območje Novorusije, se pravi območje, ki so ga komunisti oziroma Lenin leta 1922 iz meni neznanih razlogov podarili Ukrajini. Se pravi, ni problem samo Hruščova, ko leta 1953 popolnoma brez razloga pripoji Krim Rusiji. Tudi njegov predhodnik Vladimir Ilič Uljanov Lenin je leta 1922 po obračunu z kontrarevolucijo velikodušno Ukrajini pripojil kar celotno ozemlje Novorusije. Skratka, tisti, ki poznajo zgodovino, vedo, da je Rusija največji oškodovanec komunizma in da današnje ozemlje Ukrajine oziroma priznano ozemlje iz leta 1991 seveda je rezultat komunističnega prekrajanja meja. In zdaj, Bernard, če greva pa zdaj nazaj v Izrael, ampak predlagam, da si predtem vzameva krajši premor, tako da ne nama vid gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj je vojna v Izraelu zamenjala vojno v Ukrajini. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator, zunanje politični analitik Bernard Brščič. Pogovarjava pa se o tem, zakaj je vojna v Izraelu zamenjala vojno v Ukrajini. Bernard, če greva zdaj iz Ukrajine, kot sem napovedal, nazaj v Izrael, sam si že omenil v uvodnem delu oddaje, da so se Izraelci po tvoje malo uspavali in
šokantni, da tako rečemo, ne, sobotni blitzkrieg Hamasa je bil res nekaj, česar verjetno nismo pričakovali ali pa si celo mogli predstavljati. Ne. Posnetki, ki so kasneje prišli v javnost, kako pač v bistvu brez vsakršnih problemov prestopajo mejo z Izraelom, zavzemajo tiste pač obmejne postojanke izraelske vojske, uničujejo tisto vojaško tehniko tam, kar nekaj izraelskih vojakov so tudi pri tem pač uspeli ubiti, po drugi strani pa seveda tudi izjemno veliko število civilistov, ne, nismo bili navajeni, da recimo toliko civilistov naenkrat v Izraelu je žrtev pač terorističnega nasilja. Kako si ti videl, kako ti zdaj z časovne distance vidiš ta pač v bistvu zahrbten, krvoločen napad Hamasa na Izrael in potem seveda odgovor Izraela? Misliš, da bo ta vojna, ko bo končana, prinesla kako spremembo ali bo še naprej neke vrste status quo? Ja, sej pravzaprav ni to nek novum. Izraelci po slavni 6-dnevni vojni leta 1967 so se tudi v varnostnem smislu nekoliko uspavali in jaz sam vlečem precejšnje analogije z Jomkipursko vojno, kjer je v prvih dneh napada, koordiniranega napada egiptovskih in sirskih sil, takrat tudi zelo slabo kazalo Izraelu, podobno tudi tokrat. Tisto, kar je strašljivo, je, kot si sam omenil, ta obseg terorističnih napadov teh Hamasovih klavcev muslimanskih, ki so praktično izvedli teroristični napad tako rekoč v nepojmljivem obsegu, tako rekoč v enem dnevu pobili 800 izraelskih nedolžnih civilistov, 300 izraelskih vojakov. Očitno je celoten varnostni aparat odpovedal. Sem pa prepričan, da bo Izrael, kot je vedno, se pravi tako pri prvi izraelsko-arabski vojni, 6-dnevni vojni, potem Jomkipurski vojni, pa intervenciji v Libanonu leta 1982 in tudi leta 2006 v Libanonu, po začetnih neuspehih zmlel to teroristično organizacijo Hamas in da se bo slava oziroma sloves izraelskih obrambnih sil povrnila, v to sploh ne dvomim. Vprašanje je, s kakšnimi žrtvami. Dejansko si Izrael več ne more privoščiti ponovitve leta 2005, se pravi, ko so se umaknili iz Gaze. Potrebno je zelo jasno povedati, da Izrael ni okupacijska sila v Gazi. Že od leta 2005 imajo tam že de facto usrano luknjo, ki vlada Hamas, ta Hamas ima veliko, skoraj da plebiscitarno podporo prebivalstva. Se pravi, recimo za časa Ariela Šarona je bila velika bolečina izraelskih politikov, zlasti v Likudu, da se umaknejo iz Gaze. So Izraelci to naredili, zato da bi seveda omogočili mir prebivalcem zlasti v južnem delu Izraela, ampak popolnoma jasno je, da je mentaliteta teh palestinskih teroristov takšna, da ne priznavajo Izraela, Hamas ne priznava rešitve dveh držav. Tudi sam močno dvomim, ko pogledam zemljevid recimo Izraela, samo 20.000 kvadratnih kilometrov, in če Gazo lahko odrežeš, ampak problem je Zahodni breg, naprimer, ki praktično posega v eksistencialni življenjski prostor Izraelcev. Si ne predstavljam, da je recimo vrnitev na meje iz leta 1967, se pravi rešitev, vzamemo Gazo, vzamemo Zahodni breg, plus vzamemo vzhodni Jeruzalem, razglasimo neodvisno Palestino, da je to rešitev. Jaz sem prepričan, da miru
Izraelci ne bodo užili tudi z tem, če vrnejo vse ozemlje, se pravi, če se vrnemo na meje leta 1967, pri čemer marsikdo recimo v Sloveniji pozablja, da so še v letu 1967 je Hašemitsko kraljestvo Jordanije pravzaprav tretiralo Zahodni breg kot ozemlje Jordanije in kralj Abdullah I je leta 1948 v pogovorih z Goldo Meir pravzaprav terjal Zahodni breg ne za Palestince, ampak za Hašemitsko kraljestvo Jordanije. Podobno so Egipčani tako rekoč v šestdnevni vojni terjali Gazo, ne? Ampak stvari na Bližnjem vzhodu so se spremenile. V Jordaniji so ugotovili, da Palestinci, pravzaprav je problem Palestincev permanentni terorizem in podobno razmišljajo Egipčani. Vprašaj se, zakaj Egipčani svojim bratom, v narekovaji Palestincem, ne odprejo prehoda v Rafi. Zakaj je ta prehod omejeno odprt samo za imetnike tujih potnih listov? Ne nazadnje, poglej si zemljevid Egipta, celoten Sinaj je prazen in bi bila naravna rešitev, recimo, če so ti Palestinci tak blagoslov, da bi jih bratje Arabci v Egiptu naselili na Sinaju, pa tega ne počno, podobno ne počno v Jordaniji, zaradi tega, ker vejo, da s tem uvažajo nevarne teroriste, ali pa ne nazadnje, poglej si Libanon. Kaj se je zgodilo z Libanonom, potem, ko so Jordanci izgnali palestinsko osvobodilno organizacijo Arafata v Libanon, so Palestinci uničili še Libanon. Libanon je bil ena najlepših držav na Bližnjem vzhodu. Potem, ko so se naselili te Palestinci, je postal usrana luknja. Danes dejansko Libanon ni senca tega, kar je bil recimo v 70-ih letih in mislim, da bodo Izraelci imeli zelo, zelo velike težave in da razmišljanja sej rešitev dveh držav se lepo sliši, ampak ko pogledaš dejstva na terenu, boš videl, da ta rešitev enostavno ne pije vode, ker te tako imenovani Palestinci ne bodo zadovoljni, dokler ne vržejo zadnjega Izraelca, zadnjega Žida v Sredozemsko morje. In to je pravzaprav program Hamasa, to je bil program Palestinske osvobodilne organizacije, ki se je sicer potem modificiral leta 1988, ampak jaz sem prepričan, da miru tudi z ustanovitvijo palestinske države ne bo. Zdaj, za razliko od ukrajinske vojne, Bernard, je pač vojna v Izraelu pač klasična asimetrična vojna. Ne? Na eni strani imamo pač te Hamasove borce, ki skačejo iz pozemnih tunelov in pač v hrbe tako rekoč streljajo, ne? Pač izraelske vojake, po drugi strani imamo pa nekritično bombardiranje pač Gaze strani izraelske vojske. Po podatkih palestinskih oblasti je polovica civilnih žrtev pa bi naj bilo že 9000 civilnih, so otroci. Ne? Se pravi, kot si že rekel sam uvodoma v oddaji, velika razlika do recimo vojne v Ukrajini. Koliko časa ti misliš, da lahko to še traja? Ker verjetno 2 milijona ljudi, kolikor jih živi, ali pa tam nekje v tem območju Gaze, Izraelcem verjetno ne bo uspelo pobiti, tudi če bi si kdo to želel pri njih, ker enostavno Zahod in ZDA tega ne bodo dopustili. Koliko časa ti misliš, da lahko tako stanje, kot je zdaj, traja? Se pravi, na eni strani pač v bistvu številne civilne žrtve, na drugi strani pa ta teroristična infrastruktura Hamasa zaenkrat ni videti, da bi bila kaj resno ogrožena. Ja, zavedati se moraš, da imaš na oblasti v Izraelu zelo radikalne politike. Njihov minister za kulturo je izjavil, da je realna opcija Izraela
da na Gazo odvržejo taktično jedrsko bombo. Popolnoma resno, sicer ga je potem premier Netanjahu demantiral. Ja, ga je ukoril, ja. Trenutno število žrtev je glede na obseg te vojaške intervencije Izraela še vendarle, vsaka žrtev je, zlasti civilistov je grozljiva, ampak je še vendarle razmeroma, glede na obseg bombardiranja, nizko. Je pa res, če primerjaš z rusko-ukrajinsko vojno, so praktično Izraelci to v 2 tednih presegali civilne žrtve. Zdaj, tisto, kar je ključno, je, kako se bodo igralci na Bližnjem vzhodu odzvali. Jaz sem prepričan, da večina bližnjevzhodnih držav nima v interesu, da bi se ta vojna eskalirala v regionalno oziroma 3. svetovno vojno. Ni interesa ne na Hašemitskem kraljestvu Jordanije, ne v Egiptu, ne v Libanonu. Če si poslušal generalnega sekretarja Hasana Nasrallo, je zelo diplomatsko, preudarno prejšnji teden na tiskovni konferenci v Bejrutu rekel, da so vse opcije odprte, ampak Hezbolah je organizacija, sicer teroristična seveda, ampak nekoliko bolj se mi zdi preudarna kot pa Hamas. Medtem ko Hamas so pa res taki teroristični psihopati, klavci, posiljevalci, najslabše vrste, džihadisti. In tu je ključno vprašanje, kako se bodo odzvali, se pravi, ne samo Egipt, Sirija tako ni v položaju, da bi aktivno posegla oziroma inicirala neko 4. izraelsko-arabsko vojno, ampak igralci, kot so na primer Saudova Arabija, Turčija, pa zlasti seveda Iran, je vprašanje, mislim, kdo si res te vojne želi. Sem prepričan, da od teh velikih igralcev pravzaprav nihče, in jaz samo upam, da se moja predvidevanja, da se bojo uresničila, da vendarle, da ta konflikt ne bo eskaliral. Je pa res, da če pogledaš to infrastrukturo te teroristične organizacije Hamas, da je ne samo finančno, ampak logistično podprta z iransko tehnologijo. Tu je Iran, ne samo Iran, finančno pa zelo velika vloga Katarja, ki igra zelo umazano vlogo. In kot rečeno, glavno vprašanje je, kako se bojo te relacije med Teheranom, Istanbulom in Rijadom odvijale, in na drugi strani seveda to zavezništvo med Washingtonom in Jeruzalemom oziroma Tel Avivom, ki je pa seveda dolgoletno in praktično tako demokrati kot republikanci bodo zagotovili vsa finančna, vsa vojaška sredstva Izraela, ki jih potrebuje za to, da bo to teroristično grožnjo Hamasa odstranil. Jaz sem prepričan, da če spremljam zadnje podatke o tem, da so že prodrli znotraj Gaze, ga ločili na severni in južni del, da bo operacija v severnem delu Gaze izjemno surova, da bodo vso infrastrukturo Hamasa, vse te tunele uničili, žali Bog z velikimi tudi nedolžnimi civilnimi žrtvami, in da bodo verjetno vzpostavili neko tamponsko cono v severnem delu Gaze in zavarovali Izraelce. Jaz sem prepričan, če ravno imam svoje pomisleke do vloge Judov v tem zahodni civilizaciji, da ima Izrael vso pravico, da se brani, da je napaden strani
džihadistov, islamskih teroristov in da je v interesu zahodne civilizacije pravzaprav, da Izrael v tem boju proti terorizmu zmaga in da je potrebno zavrniti tiste, ki trdijo, da gre za neke borce za svobodo, za nek narodno-osvobodilni boj. Ne gre za to, gre za teroristično organizacijo, katere cilj je popolno uničenje Izraela in uničenje Judov. Ja. Zdaj, če nadaljujemo ta najin pogovor, Bernard, ravno na tem vidiku, ki si ga ti že tudi omenil, se pravi geopolitičnem oziroma geostrateškem. Zdaj, ta napad Hamasa, ki je bil povod za vojno v Izraelu oziroma v Gazi, se je zgodil ravno na točki, ko se je najprej Saudska Arabija na nek način spravila z Iranom, potem končala vojno v Jemnu, po drugi strani pa se je začela zbliževati tudi z Izraelom. Zdaj, takoj, ko so se začeli spopadi, je bilo konec tega zbliževanja, po drugi strani smo pa bili priča enemu procesu zbliževanja, nadaljnega zbliževanja med suniti in šiiti, saj v besedah, se pravi, dvema glavnima muslimanskima ločinama. Vemo, Hamas, Hezbolah in Iran in Katar, to so pač šiiti, ostali na Bližnjem vzhodu so več ali manj suniti. Kaj ti misliš, da se bo zdaj vnaprej dogajalo, Bernard? Ker nekako se zdi, da vseeno ZDA pa Izrael ostajata čedalje bolj osamljena na Bližnjem vzhodu. Ja, dejansko gre za razkroj ameriške hegemonije in tu je analogija z ukrajinsko-rusko vojno. Se pravi, da gre za labodji spev tega unipolarnega sveta, Pax Americana, oziroma pravzaprav to ni bila Pax Americana, ampak je bilo neprestano netenje vojn, vmešavanje v notranje zadeve drugih držav, netenje nekih barvnih revolucij, proces nation buildinga in to obdobje se končuje. Dejansko kaže, se pravi, tako poraz Ukrajine kot zagaten položaj Izraelcev tega, da je nekaj z Združenimi državami zelo narobe. Če se ameriška vojska ukvarja z razobešanjem mavričnih zastav, če in kot glavni dosežek trenutno v ameriški vojski oziroma natančneje v mornarici izpostavljajo imenovanje načelnice ameriške mornarice, ki je ženska, se pravi, da jim je to, se pravi, neka enakopravnost spolov bistvena, potem je jasno, da so zavezniki Združenih držav v zelo zagatnem položaju. Jaz sem sicer prepričan, da bodo Izraelu zagotovili vsa finančna in vojaška sredstva, ampak ključno je zagotoviti pacifikacijo teh velikih sil v narekovaju na Bližnjem vzhodu, se pravi Turčije, Saudove Arabije in pa zlasti Irana. In to, kar si omenil, se pravi zbliževanje sunitov in šiitov, je pa lahko za nas Evropejce zelo zaskrbljujoče, ker zadnja stvar, ki bi si jo pa želeli, je pa recimo enotna fronta naprimer med Iranom in Saudovo Arabijo, pa da se priključijo še Turki. Bog nas reši takšne koalicije džihadistov, potem se nam, Evropejcem, zelo, zelo slaba piše. V našem interesu bi morala biti ohranjanje razdeljenosti, se pravi disputa med Rijadom in Teheranom, ampak jaz nisem tak pesimist zaradi tega, ker poznam zgodovino, vem, da recimo Arabci ne ljubijo Turkov, da se spominjajo pravzaprav vse te grozljive stvari, ki jih zdaj spremljamo v Izraelu, so posledice razpada turškega imperija. Nenazadnje, Turki so vladali tako Saudovi Arabiji kot Izraelu oziroma tej tako imenovani Palestini. In Bogu hvala za to, da se Turki pa Arabci ne marajo preveč, ampak
mogoče, mislim, pa verjetno ni nemogoče, da bi jih pa združil prerok Mohamed v sveti vojni proti ne vem komu, verjetno nam, brezbožnežev. Kot jih je že, ja. Zdaj, če pogledamo, Bernard, če Benjamin Netanjahu, pač šef Izraela in Vladimir Zelenski, šef Ukrajine, Zelenskega zdaj čakajo volitve, oba na nek način visita. Misliš, da lahko Zelenski in Netanjahu preživite to, kar se zdaj dogaja? Jaz mislim, da Zelenski ne bo preživel, da tam v Ukrajini se že oglašajo ljudje, ki se sprašujejo, zakaj je žrtvoval cvet ukrajinske mladine v Bahmutu, zakaj je umrlo nekaj 100.000 vojakov popolnoma po nepotrebnem. Dejansko je ta Zelenski neka zame izjemno negativna politična pojava, ki je Ukrajince pahnil v veliko nesrečo, da je eksponent teh neokonzervativnih sil, ki večinoma pravzaprav izvirajo iz Ukrajine. Če pogledaš, odkot izvira vodja State Departmenta Antony Blinken, odkot njegova namestnica Victoria Nuland, vse izvirajo iz Ukrajine in te neokonzervativce in Zelenskega druži patološko sovraštvo do ruske civilizacije. Zanimivo, kaj še druži pa recimo Netanjahuja in Zelenskega, je pa to, da sta oba dva aškenazi žida in da je prava domovina Zelenskega pravzaprav Izrael, da je svojemu očetu in materi kupil vilo v nekem kibucu v bližini Tel Aviva, tako da on ima zelo verjetno, domnevam, morda tudi izraelski potni list. Kar se tiče pa Bibija Netanjahu, jaz sem pa večji optimist. Ne bom rekel, da je njegova prihodnost svetla, ampak njegov zaton so napovedovali že pred 15 leti, ampak je, tako kot Janez Janša, nenadomestljiv, izjemno zvit, inteligenten, kot pravi aškenazi žid, verjetno z inteligenčnim kvocientom, ki bistveno presega povprečje, veliko verbalno inteligenco. Jaz ga zelo rad poslušam, ker se mi zdi pravi tak makiavelistični politik. In ne vem, kdo bi ga lahko, naprimer, nadomestil. Če pogledaš v preteklosti, recimo na desni, Naftali Bennett se ni izkazal za posebej sposobnega premierja, in te trenutne razmere, v teh trenutnih razmerah se Bibi počuti kot riba v vodi, krizna situacija, on je odličen krizni menedžer. Ključno vprašanje je, kako ga bodo pritisnili Američani v relaciji do tega, da si Američani ne želijo pravzaprav pa neke bližnjevzhodne vojne, se pravi, ker se pravim, vladajoče elite, sem prepričan, in v Teheranu, in v Rijadu, in v Istanbulu, pa se ne želijo vojne, ampak ulica pa zahteva kri. In kri bo očitno še tekla tako v Izraelu kot v Ukrajini. Za danes pa magister Bernard Bršič, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj je Izrael zbombardiral Ukrajino, že 942. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako draga je diktatura svobode. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.